Dobro izurjena enota rodu Zves je temelj komunikacijske in informacijske podpore bojnemu delovanju enote v velikosti bataljona in višje. Spoznali boste taktične postopke voda Zves na različnih stopnjah delovanja. Konec, sprejem. Po prevzemu opreme, orožja in streliva, poveljnik voda Zves od dežurnega častnika prevzame tudi kovček z dokumentacijo, vodni podčastnik pa organizira delo voda. Sovražnik se je premaknil na linijo Ilirska Bistrica, Šembije. Poveljnik čete da poveljniku voda nalogo, ki je podlaga ukazu za delovanje voda Zves. V območju Selce so naše izvidniške enote opazile specialne enote sovražnika, ki nosijo črne uniforme, črne baretke in imajo na rokavih oznake tigrove šape. V tem času poveljniki posadk s preostalimi člani organizirajo preverjanje kompletnosti sistemov ter o stanju poročajo poveljnikom oddelka. Ukaz poveljnika voda Zves vključuje situacijo s stanjem sovražnikovih ter lastnih sil, poslanstvo voda Zves, izvedbo naloge, podporo delovanja ter organizacijo poveljevanja in zveze. Ko je ukaz pripravljen, poveljnik izda pripravljalno povelje za delovanje voda. Vod, pred vozilo, zbor! Oborožene sile Beta nadaljujejo z ofenzivnimi delovanji proti Postojni v dveh smerih. Imajo enote za elektronsko delovanje in deluje tudi proti Organizaciji Združenih narodov. Poveljnik voda pred izvidovanjem poveljniškega mesta določi naloge za izpolnjevanje materialno-tehničnih zahtev. V sestavi poveljstva bataljona se nato odpravi na izvidovanje pripravljalnega in razmestitvenega območja, po vrnitvi pa izda povelje za premik. Vkrcaj se! Kolona vozil se oblikuje v ustreznem zaporedju. Če se glavnina kolone premika v isti smeri, se koloni za njeno zavarovanje dodajo spremljevalna bojna vozila. Premik na pripravljalno območje je dinamičen, z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov. Zaradi ranljivosti vozil mora biti varnostna razdalja med njimi približno 100 metrov. Zaradi prilagoditve na razmere, ki vladajo na terenu in skladno s taktično situacijo, posadke na vozilih ugasnejo dnevne luči. Ponoči uporabijo maskirne bojne luči in, če je treba, nočne opazovalne naprave, predvsem pa morajo upoštevati varnost na vozišču. Med premikom na pripravljalno območje se člani posadk v vozilih maskirajo in pripravijo na možnost bojnega delovanja. Na težje prehodnih območjih je premik sistemskih vozil otežen, vendar so dobra terenska vozila prilagojena premagovanju terena v vseh vremenskih razmerah. Pomembno vlogo pri premagovanju ovir in izrabi tehničnih zmogljivosti vozila ima tudi izurjenost voznikov.
Varovanje sistemov je nujno med premagovanjem mostov, rek, potokov, sotesk in v nekaterih drugih primerih. Premik vozil na mehkem terenu ter v drugih zahtevnih okoliščinah je mogoč z uporabo verig ali vitla. Na pripravljalnem območju se vozila razmestijo v obliki ribje kosti, kar omogoča kar najhitrejši umik. Takoj po prihodu se območje krožno zavaruje. Sledita dvig paličnih anten na sistemih ter priprava naprav za postavitev bojnega radijskega omrežja. Člani posadk se dodatno maskirajo, da se pripravijo na morebitno bojno delovanje, s priročnimi informacijskimi sredstvi maskirajo tudi vozilo. Poveljnik Voda zvez oblikuje skupino ter izda povelje za izvidovanje območja, na katerem bo Center za komunikacijske in informacijske sisteme. V skupini so tudi vojaki za inženirsko ureditev položajev. Radiorelejni oddelek izviduje jugovzhodni del Mahneč. Tukaj bo stal Center za radiorelejne zveze. Sabo vzame prav tako enega vojaka z orodjem za inženirsko ureditev ter varuje to območje. Skupina za izvidovanje zapusti pripravljalno območje in se odpravi na izvidovanje območja razmestitve. Opravi tudi izvidovanje poti, po kateri se bo kolona pozneje premaknila. Z glavnino voda vzdržuje zvezo le, če se zgodi kaj nepredvidenega. Poveljnik Voda določi območje za postavitev sistemov, usmeri poveljnike oddelkov na izvidovanje posameznih radijskih in radiorelejnih oziroma satelitskih centrov ter nariše skico razmestitve elementov centra. Poveljnik oddelka predvidi mikrolokacije ter nariše skico razmestitve elementov postaje za zvezo. Pri izvedovanju se upoštevajo merila: optična vidljivost, orientacijske točke, relief, dostop. Maska, izviri motenj, prostornost ter možnost razmestitve, možnost inženirske ureditve, možnost logistične oskrbe ter izpostavljenost atmosferskim vplivom, zračnim in JRKB napadom. Skupina za izvidovanje se vrne na pripravljalno območje. Poveljniki oddelkov o posebnostih na razmestitvenem območju poročajo poveljniku Voda, ki dopolni ukaz za postavitev centra in jim, glede na trenutno situacijo, izda povelje za njegovo izpolnitev. Poveljniki s tem seznanijo svoje posadke. Drugo vozilo, prav tako Iveco. Vojak zavaruje komunikacije, ki vodijo proti bunkerjem. In pa tretje vozilo, retranslacijski Iveco, zavaruje vse komunikacije, po katerih smo prišli, da ne bi sovražnik prišel za nami iz zaledja. Izvedite.
Na območju razmestitve ostane vojak, ki kraj za postavitev postaje za zvezo ustrezno uredi in varuje, pri prihodu vozil pa opravlja vlogo usmerjevalca. Vozila pričaka in jih usmeri do inženirsko urejenega mesta. Na območju razmestitve se oblikuje krožno varovanje. Vi boste zavarovali smer sever, to je za nami. V redu? Po opravljenem osnovnem maskiranju vozila, predvsem luči, vetrobranskega stekla in pokrova motorja, izda poveljnik posadke povelje za postavitev postaje za zvezo. Antenski stolp bo stal 30 metrov levo od Iveka. Agregat bomo postavili približno 20 metrov desno od vozila. Notranja shema zvez prikazuje povezljivost radijskih, radiorelejnih in satelitskih centrov s poveljniškim mestom bataljona. Center se začne postavljati po pripravljeni shemi, ki je narejena na podlagi sheme zvez v prilogi Q ter skice razmestitve elementov centra, ki jo je med izvidovanjem pripravil poveljnik voda. Elementi postaje za zvezo se postavijo skladno s shemo, nameščeni so na ustrezni razdalji od sistema, pri čemer pa morata biti čim bolj izkoriščena izoblikovanost in maskiranje zemljišča. Maskirali bomo celotno vozilo Iveco in to z maskirnimi mrežami. Na izvedbo prosto. Postajo za zvezo sestavljajo sistemski komplet z napravami, posadka in dokumenti postaje. Za njeno postavitev pa so pomembni postavljanje agregata, predvsem je pri izbiri mikrolokacije treba upoštevati delovno temperaturo, hrup in odvodnjavanje, maskiranje vozil s formacijskimi in priročnimi sredstvi, pri čemer je treba upoštevati letni čas ter rastje, izbira mikrolokacije za stolp, ki omogoča ustrezno maskiranje in varnost pri dviganju, upoštevanje višine drevesnih krošenj ter možnost stika z vejevjem pri nameščanju in dviganju anten, pri namestitvi radiorelejnih anten pa upoštevanje polarizacije ter usmerjenosti. Ozemljitev vozila in antenskega stolpa, ki zavaruje uporabnike pred atmosferskimi prenapetostmi. Neprekinjeno delo postaje, ki ga omogoča postavitev šotora za počitek posadke. Ko je center postavljen, poveljnik voda pregleda razmestitev elementov ter skupno maskiranje sistemov. Postavitev ves čas varuje enota za varovanje poveljniškega mesta bataljona. Ob inženirski ureditvi obrambnih položajev poteka tudi postavljanje min usmerjenega delovanja. Maskiranje mora biti tako dobro, da so elementi centra čim manj vidni iz zraka, pomembno je tudi, da je prilagojeno rastju, delu dneva in drugo. Vidnost stolpov z antenskim delom mora biti čim manjša, predvsem ne smejo izstopati iz naravnega maskiranja in reliefa. Iz zraka je dobro viden primer postavitve retranslacijske in mobilne bazne postaje na izpostavljenem območju, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev dobrega maskiranja, saj je preveč vidna in zato izpostavljena bojnemu delovanju artilerije, pehote ali letalstva. Center za komunikacijske in informacijske sisteme je glavni del poveljniškega mesta taktične enote na ravni bataljona. Poveljevanje podrejenim enotam je mogoče le ob dobri podpori, ki omogoča vod zvez. Za radijske naprave na osnovnem poveljniškem mestu je mogoče uporabljati tudi daljinsko upravljanje. Parametri nastavljeni po načrtu za delo. Pripravljeni smo končano.
Taktični operativni center poveljniškega mesta bataljona je od centra za komunikacijske in informacijske sisteme oddaljen kilometer in tudi več, da sevalni elementi ne bi izdali mikrolokacije poveljniškega mesta. Informacijski oddelek je namenjen ožičenju in postavitvi lokalnega računalniškega omrežja. Za podporo poveljniku bataljona se v štabu oblikujejo celice od S1 do S6. Informacijski sistem poveljevanja in kontrole omogoča poveljniku in njegovim pomočnikom dostop do skupne operativne slike ter prek aplikacije SETAVER in sistema za podporo bojevanju BMS digitalni prenos ukazov in poročil. Situacijska karta tako podpira poznavanje in razumevanje položaja, kar je podlaga za učinkovito vodenje in nadzor enot v boju. Izseljevanje južnega oziroma evakuacija južnega dela vasi. Delujte z delom. Po štabni analizi sledita oblikovanje variant delovanja s preigravanjem in končna odločitev poveljnika. Operativni načrt se po dopolnitvi ponovno pregleda, naloga pa se prenese na podrejene enote. Indija Bravo, tukaj Alfa to Alfa. Pripravite se za izvedovanje naloga. Opazujte območje severno Špica. Alfa 2 Alfa, tukaj Indija Bravo, sprejeto, sprejem. Pozor, pozor. Pozor. Cirkular. Tukaj, Velenje, 2, Drava. Signal. Jelka. Ponavljam. Jelka. Konec. Sprejem. Velenje 2 Drava, tukaj Jadran 5 Gorica. Sprejeto Jelka, konec, sprejem. Velenje 2 Drava, tukaj Soča 7 Maribor. Prejeto signal Jelka. Komunikacija v bojnem radijskem omrežju je za pripadnike rodu zvez pomemben del znanja. V Slovenski vojski poteka komunikacija v slovenskem jeziku, če pa je sodelovanje večstransko, na primer s članicami NATO, pa poteka v angleškem jeziku. Juliet 5 Golf. This is Victor 2 Delta. Radio check. Over. Victor 2 Delta. This is... You are loud and... Over. Juliet 5 Golf. This is Victor 2 Delta. Repeat. Over. Victor 2 Delta. This is Juliet 5 Golf. Operaterji so usposobljeni za delo v zahtevnejših razmerah, odvisno od mikrolokacij postaj, reliefa, vremenskega vpliva in elektronskega bojevanja sovražnika. Pri tem se za varen prenos informacije uporabljajo posebni postopki. Soča, tukaj Soča 1, v Romu 59 imamo prisotne elektronske motnje. Center za komunikacijske in informacijske sisteme je najšibkejša točka poveljniškega mesta, zato je treba njegovemu varovanju nameniti največ pozornosti. Pripadniki rodu zvez se zavedajo nevarnosti delovanja diverzantskih skupin, ki poskušajo določiti položaj centra in ga čim hitreje uničiti ali delno onesposobiti. Sovražni izvidnik s termovizijo odkrije razmestitev elementov centra in poroča o njegovih koordinatah enoti diverzantov.
Po noči je poskrbljeno za fizično varovanje centra z nočnimi opazovalnimi napravami, obhodi vseh elementov pa potekajo po vnaprej določeni poti. Sovražnik se za napad na center podrobno pripravi, pri čemer vse sile usmeri na elemente, kot so agregati, stolpi, antene ter moštvo. Med alarmom center varuje vse moštvo, razen operaterjev, ki ostanejo na svojih dolžnostih in poročajo nadrejeni enoti o napadu. Po umiku diverzantov se opravita čiščenje terena in pregled elementov. Po povelju poveljnika voda sledi odklop elementov ter glede na pričakovan napad artilerije, pehote ali letalstva priprava na hiter premik na rezervno poveljniško mesto, ki na povelje poveljnika bataljona poteka po delih. Med premikom se vsa radijska omrežja preusmerijo na vozilo poveljnika bataljona. Po prihodu na rezervno poveljniško mesto RPM sledijo oblikovanje skupine za pobiranje opuščenih sredstev, inženirski in RKBO pregled osnovnega poveljniškega mesta, pobiranje in prevoz sredstev, ki o podhodu niso bila pospravljena, na rezervno poveljniško mesto. Prihod na območje počitka je zelo pomemben del bojnega delovanja, saj se enota tu popolni s strelivom, tehničnimi sredstvi, gorivom in ljudmi ter opravi najnujnejša pripravljalna dela za naslednjo nalogo. Greste v krizno na linijo polnjenja praznega orožja. Enota se ustavi po prihodu v bazo, da se vozila najprej pregledajo in evidentirajo. Na liniji praznjenja moštvo orožje izprazni in pregleda. Poveljnik enote za zvezo po prihodu v taktično-operativni center preda operativno dokumentacijo dežurnemu častniku. Med bivanjem na območju počitka se opravijo tehnični pregled in nujna vzdrževalna dela sistemskih vozil. Ob naštetih dejavnostih poteka tudi čiščenje orožja in opreme. Na mestu polnjenja akumulatorjev potekata pregled in polnjenje vseh vrst akumulatorjev. Usposabljanje, nadgrajevanje znanja ter urjenje enote so osnova za usklajeno skupinsko delo. Počitek pa enoti omogoči, da si nabere moči za nadaljevanje aktivnosti. Analiza opravljenega dela je namenjena odpravljanju pomanjkljivosti ter izboljšanju standardnih operativnih postopkov. Na terenskem usposabljanju ste dosegli vse cilje, nekatere ste celo presegli. S tem ste pokazali visoko stopnjo motiviranosti in pripadnosti Slovenski vojski.
Prav tako ste usposobljeni za vse operacije, ki jih izvaja Slovenska vojska. Zveza je tam, kjer je sloga. Kjer je sloga, tam je moč.